ko si bila ti Poljanka, si bila menda še divja. Divja sem še zdaj. Aha, to pomeni kaj? Nosila sem visoke pete, bel plašč, bela baretka. Sem jaz prišel na športno, pa sem pač rekel, da imam menstruacijo, pa da ne moram. Ne. Tito je umiral, ti si pa žurala. Če Bog obstaja, kaj bi si želela, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Da bo veliko žurov. Poljanke, Poljanci, dobrodošli na še eni epizodi Poljanskega kavča, zadnji v letošnji sezoni. In ker je zadnja to epizoda, se spodobi, da imamo spet eno legendo Poljanske gimnazije. Z nami je Dejana Šega. Dejana, pozdravljena. Pozdravljen, hvala lepa za povabilo. Hvala lepa, ker si se odzvala. Tole z legendo mi sicer nekako ne gre, ampak dobro. Veš kako, Dejana Šega je dolgoletna profesorica športne vzgoje, ki je v zadnjih letih opravlja še službo, dajmo temu reči, podravnateljice, kar pomeni, da je na nek način moja šefinja in, a veš, pol moram s takimi besedami. Skratka, tukaj nekako na Poljanskem kavču gostimo nekdanje, zdajšnje učitelje, da jih malo bolj spoznamo, tudi dijake. Ti si na nek način med dvema svetovama, ker si v tem trenutku, ko snemamo, še zdajšnja Poljanka, če pa bo to kdo gledal čez nekaj mesecev, boš pa že nekdanja Poljanka. Ampak ja, ti pa si bila tudi nekdanja Poljanka, tako da v bistvu si že na srednjo šolo hodila na gimnazijo Poljane. Na gimnazijo. Takrat sicer ni bila gimnazija Poljane, takrat je bila gimnazija Vide Janežič, ampak res je. Ja. In na tej, ko si bila ti Poljanka, si bila menda še divja. Divja sem še zdaj. Divja si še zdaj. Recimo, da si bila menda zelo tako poš, ena taka totalna frajerka. Zdaj, to je informacija, ki mi jo je povedala tudi nekdanja Poljanka. Aha. Najina nekdanja kolegica. Dobar je, Sanja. Sanja Hočevar. Tako je. In ona je rekla, Šega je bila poš, je hodila v najbolj cool lokale. Takrat jih je bolj malo, teh lokalov. Ja, lepa leta. Lepa leta, ampak in to, namreč ne predstavljam si, da si bila poš, ker se mi zdiš tako zemeljska, tako na tleh. Jaz sem taka vedno, pa sem bila vedno taka, ampak mogoče zaradi tega, ker je bil stil oblačenja mogoče malo drugačen od drugih, ki so se oblačili drugačka jaz. No. Aha, to pomeni kaj? Pa ne vem, mogoče nosila sem visoke pete, ker je to zdaj danes za mene nepojemljivo. No, evo, kakor sem rekel. 10 centimetrske visoke pete. Ampak sem jih znala nositi. Okay. To jaz vedno rečem dekletom v 4. letniku, preden je maturantski ples, da ne si čevlje kupijo že septembra. In se navadijo hoditi v visokih petah. To pa mogoče, ne vem, belo baretko sem nosila, bel plašč. Vem, mogoče bilo zaradi tega mišljen, da sem poš. Aha, no sem to, zdi se mi pa, da sem ista. Petke pa bela baretka, lej. Če malo z distanco pogledaš. Da ne obstajajo kakšne slike. A ne obstaja? Ne, fotografije ne. Kaj pa bi jih lahko uvrstili? Ja, ne vem, če bi jih prenesla. A si, mislim, pa si bila tudi tako dejansko divja, tako pila, kadila, ali se raje ne pogovarjamo o tem? Ne, lahko se pogovarjamo o tem. Zakaj ne? Jaz nič ne skrivam, ne? In divja sem bila v tem, ker mogoče mi je doma mama dovolila, da sem divja.
Tako da jaz sem hodila tudi, dobro, ne med tednom, ampak petki, sobote so bili zvečer v srednji šoli, v gimnaziji so bili divji. Ja. So bili divji. Ampak kljub vsemu sem jaz, moja mama je bila tudi športnica in za njo je pomenil, da sobota je športna čez dan, nedelja je športna čez dan, kaj pa zvečer delam, je pa moja domena. Ne? No, ampak pa gre to, ker verjetno si vendarle imela šport, je bil del tvojega življenja. Pa, ja, to je bilo nekaj normalnega. A se to povezuje? Vse? Zakaj pa ne? Mislim, povezuje. Lahko si zdaj tako, na ti moraš vedeti, da jaz petek vrhunski športnik nikoli nisem bila. Okay. Zaradi tega, ker nisem testo, pa material za vrhunskega športnika. Tam moraš imeti en red disciplino, mene pa včasih odnesela. Nisem bila za to. Pravzaprav tudi potem nisem nikoli razmišljala, da bi svoje otroke v to poslala. To je preveliko matranje. Saj za mene. No, sem pa skozi živela športom. Skozi. Na kakšen način? Ne vem, jaz sem znala vse. Od košarke, odbojke, plavati, kolesariti, smučati, v hribi. To je bilo to. Naprimer, moja mama zima, sobota, nedelja je bil Krvavec. Na Krvavcu to dijaki ne vejo, na Krvavcu je gor tam, ki so jajčka, so včasih bili leseni stoli, take lesen, ne vem, še tako kot ene deske. Okay. In če je bil dež, sneg, so ti dali deko, si se zavil, da si prilezel do vrha. Ni bilo zdaj samo v soncu. Tako, na tak način. Ni bilo vprašanja, imam jaz kaj delati za šolo, zato sem mogla poskrbeti čez teden. Sam to, da si približno damo orientacijo, to so kjera leta, desetletja? To je, jaz sem hodila... Ne si niti čisto natančno, če ne. Vse lahko povem. No, prav. Pa daj. To, kar se tiče let, jaz ne skrivam. To je bilo leta od 76 do 79. Skratka, Jugoslavija, Tito je umiral, ti si pa žurala. Ja, takrat nismo smeli. Kaj si kaj vendarle trenirala, ali so vsi športi bili? Lej, trenirati sem začela odbojko in smučanje. Z odbojko je bilo tako, da žal v tistih časih je bilo več ali manj vse trenersko delo, volontersko delo. In to je bilo tako, enkrat je trener prišel, drugič ni prišel, tretjič je prišel en tret in nekako se mi to ni zdelo, in to sem potem nehala. Smučanje pa se zato pravim, da nisem materijala. Smučanje je bilo tako, to je bilo zadnji trening, kaprun, koli, to med koli smo mogli voziti, en trener je bil v sredini, en je bil dol na koncu. In meni so vedno rekli, da se preveč zravnan držim, visok, da se držim. No in kadarkoli sem mimo njega zapeljala tam v sredini med kolom, sem jih dobila z palco odzad po kolenih, kakor češ, znižaj se. Sej to ni bilo to, da bi imela modrice. In meni se je to toliko fržmagal, da sem rekla, hvala lepa, adijo, ne bom se tega šla. Zato pravim, da nisem ta prav material za vrhunskega športnika. Ampak verjetno je bil nek šport, ki je tebe pripelil na div, zaradi katerega si razmišlja, ali je bilo pač nasploh, kjer živiš nekako športno življenje? Pravzaprav sem jaz kolebala med 3 fakultetami, pravzaprav niti ne fakultetami, ampak izborom, kaj bi jaz v življenju počela. Ne vem, jaz sem grozno rada živali. Mislila sem malo o veterini, pa se mi je zdela, tam je treba dolg časa, tam imaš celo, mislim, da 1 leto več, da celo 5 let je bil študij, mogoče celo zdaj, to pa ne vem. Potem je bila nekje arhitektura krajine, ampak pa fakulteta za šport. In nekje se mi je zdelo, da bom največ lahko migala, največ bom lahko bila v zunji, ne sedeč položaj, se mi je zdel potem fakulteta za športno. Zato sem pol to na koncu izbrala.
Ampak, a si kdaj mislila, da boš dejansko postala perfoksa? Ali... Ne. 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 Mislim, ker... Ne, takrat je bilo še možnost, v raznih organizacijah so imeli prav zaposlene športne pedagoge, ki so se ukvarjali pač s tem, da so zaposlene animirali. Ne? In meni se je to tako zdelo fajn, ne? Zelo dinamičen, z odraslimi delaš in to je to. Potem pa moram tudi povedati, to ni nobena skrivnost, da nisem takoj diplomirala, da sem še kar malo pustila vmes. Potem so se pa otroci rodili in nekako se mi je zdelo, da je čas, da jaz eno stvar dokončam. In potem sem z zamudo enih 5 let, 6 let, sem potem diplomirala. In potem se mi je pa nekako zdelo, da bi lahko jaz učila. Vedno se mi je zdelo, da bi rajš učila v srednji šoli, kakor pa v osnovni. No in pol sem pristala tukaj na kraj zločina, sem se vrnila. Ampak že takoj? Ne. Eno leto pa pol sem bila, sem bila na Mostah. Tam sem učila tudi fante, ne sem dekleta. No, potem sem prišla pa sem. In kako je v bistvu to poučevati šport, ker imaš v bistvu samo eno polovico razreda, pa v bistvu vedno punce? Ja, tako pač je bilo. Pri nas se ve, da lahko učiš in fante in dekleta. Ja, no, ni itak, sporno. Ampak ti si vedno učila samo dekleta. Jaz sem tukaj na tej šoli vedno učila samo dekleta. In jaz bom tako rekla, da fajn je, ampak mi ne poučujemo športa. Jaz vidim to našo športno vzgojo bolj kot priprava na življenje, ko te nekdo ne bo gonil tam po stadionu ali pa po gradu, ali pa da ti da neko znanje, ki ga boš lahko pol tudi v življenju uporabljal. Recimo, da si znaš en tak zelo enostaven trening moči narediti. Naprimer to. Ali pa kako začeti teči, ali pa mogoče kako spoznaš taka zelo osnovna pravila enega kolektivnega športa. In se ti zdi, kakšen pa je odnos do športa? Ker včasih, recimo, ko sem jaz še hodil na to šolo, kar je bilo nekaj časa nazaj, tako nekako smo res naredili vse, kar je bilo v naši moči, da nismo telovadili. To si bil generacija v Zoomu. Ja. Še ni bilo ocen, ampak so bili taki znakci. Ja, žal je mogoče športna vedno tako malo porinjena na stran, ker se tega tiče, jasno, vsak zna hoditi, vsak zna teči, vsak še kaj zna narediti. Ampak res vsak zna teči? A vsak zna tapkati žogo? Danes nič več. Okay. Naprimer, ko sem jaz hodila v osnovno šolo, pa mogoče tudi ti, jaz sem mogla v osnovni šoli osnove vseh športov z žogo obvladati. Osnove. Ja, mogoče, ja. Zdaj tega ni več. Je pa res, da pa nismo plesali. To pa nismo. Aha. Zdaj se pa zelo veliko pleše, tega motoričnega znanja, kakšnih teh športov kolektivnih pa ni. Zdaj, zakaj je to? Mogoče tudi zaradi tega, ker je zelo veliko sedečega življenja. Skratka, to neko, ne vem, ta spretnost gibanja se ti zdi, da v bistvu pada, ker zdaj ti res lahko neko karierno črto narediš, skratka, in črta gre navzdol. Se mi zdi, da včasih je bilo tako, da smo več ali manj znali vsakega športa nekaj pomala. Prišel si sem, tam se je košarka igrala, pa si se zraven priklopil. Pa je bilo teh, bom rekla, zelo treningov specialnih, že v osnovni šoli manj, ne bom rekla, da jih ni bilo, ampak manj. Ampak da se je potem z leti začel bolj resno trenirati. Zdaj se mi pa zdi, da se je ta
bom rekla, meja prestavlja resnega treninga na zgodnejša leta, a ne, in te splošnega motoričnega znanja, da je pa ga pa ni. Ne. In zdaj si mogoče zelo dober v enem športu, druge pa mogoče malo pešaš, ali ga pa ne obvladaš, ali ga pa sploh nisi spoznal. Koliko je pa te, ne vem, kako bi temu rekel, grdo bo zdaj to izpadlo, ampak koliko je pa te lenobe, pa bom se odkupil za to besedo spet s svojim primerom, ne, ker sem jaz prišel na športno, pa sem pač rekel, da imam menstruacijo, pa da ne moram. Ne. Zdaj, koliko je tega? Pa to nisem bil edini, mogoče edini fant, no, ampak... Veš kaj, to je tudi mogoče od učitelja odvisen, no? Koliko je tle pozoren. Jaz, na primer, pravim, da če že govoriš o menstruaciji, menstruacija ni bolezen. Ne? Ja. Tako da se da tudi takrat kaj početi, ne mogoče na 100%, ampak se da kaj početi. Ne zdi se mi to, no, ampak ta komotnost, to je ena stvar, druga stvar pa mogoče tudi to, pogoji, dobro, jaz bom rekla, da mi imamo zdaj dobre pogoje, naprimer v fitnessu in gor pri telovadnici imamo tuše, ampak vidim tukaj drug problem, časa ni, ne, pa treba je sabo prinesti, da bi se človek stuširal. Mogoče je tudi to ena izmed stvari, ki malo bremzajo to, da bi bil aktiven. Da bi izdal vse od sebe. Pa se človek nikoli ne da vedno vse od sebe. Okay, ampak da bi šel čez neko... Ja, ponavadi so se tuširali fantje, ki so kakšen šport trenirali. Te so se šli tuširati. Okay. Ostali pa, da pač delaš to, da ne zašvicaš fajn. Ti, kjer ti je pa šport tak ljub, ne vem, zraven kdaj igraš z njimi karkoli, ne verjetno pač temo, ali odbojko. Ne, veš kaj, ali vedno sam nadzoruješ? Ne, vedno nadzorujem, zakaj, pa to ni nadzorovanje v smislu, jaz bolj gledam, kje lahko komu dam kakšno informacijo, da kaj izboljša. Če sem jaz zraven aktivna, to je sicer zelo fajn zame, bi bilo lahko, ampak potem moja vloga nekega vzgojitelja potem je malo na stranskem tiru. Če naprimer jaz, to je moje mišljenje, moji kolegi delajo z ostalimi, ampak če imaš ti 25-26 ljudi, naprimer v fitnessu, da delamo skupinsko vajo z lastno težo za moč, če jaz spredaj delam, jaz ne vidim, kaj zadaj delajo. Ali pa če delajo narobe, da jih opozorim. Če se gibam med njimi in opazujem, je ta, bom rekla, moja vloga močnejša. Meni se tako zdi. Kaj pa, če ste težt? Na začetku kariere je to tako izgledalo, da sem šla jaz, da smo šli na Golovec, pa sem jaz spredi tekla, ampak to sem zelo kratek čas delala. Potem pa tako, ker ne 200 za mano še so pihali in ko smo prišli, sem se ozrla, ni bilo kiram benga in ko smo šli nazaj, so tako iz grmičkov hodili. Tako da je pa nekaj res, da danes... V prvem letniku, ko rečem, zdaj pa boste odtekli, gledam, kako tečejo. In vedno se mi zdi, da vedno več moram popravljati. Ali pa opozarjati. No. Zdaj, pogoji so, kakršni so, ampak dejstvo je, da ne vem, mnogi tvoji kolegi na drugih šolah imajo pač lahko veličastne dvorane. A te kaj to frustrira? Pa vem, itak se nič ne da narediti. Pač imamo arhitekturo, kakršno imamo. Recimo, ne vem, če je dež, pa ne moreš ljudi ven spraviti, pa imaš malo telovadnico. Je frustrirajoče to? Zame ne. Zame nikoli ni bilo. Za mene je bilo to fajn, da imamo svoje lastne prostore. Da se ni treba nikamor seliti. Je pa seveda od človeka odvisen,
koliko se lahko znajdeš. Jaz marsikakšno uro tudi nisem odtelovadila, sem jo zapravila, bom rekla v narekovajih, zato, da smo kakšno povedali si, da je bila kakšna težava, pa sem jo jaz svojega kota povedala in kako jaz stvari vidim. To za mene nikoli ni bila težava. Vedno se da kaj narediti tudi v zaprtem mejhnem prostoru. Če drugega ne, ležimo pa se sproščamo. No, se tega tudi. Ja. A se ti zdi, da bi moralo biti več športa v učnem programu, glede na to, da zdaj v tem letu je, oziroma v tej dobi je, kakršen pač je? Se mi zdi, da bi bilo fajn, sam ne vem, kam bi stlačili to. Ker se ti zdi kaj, da bi bolj spustili? Ne vem, kam bi ob vseh teh predmetih, ki so še zraven, ne moramo zdaj reči, da bomo 2 uri športne več, ker bi bilo zelo zdravo, bomo pa vzeli 2 uri matematike ali pa slovenščine. Žal ne gre. To, kar si rekla, da bi vzeli 2 uri matematike, to bomo zagotovo rezali. Ne vem, kolegi moji ne bodo to vzeli, ampak tako, nimaš kjerkoli bi vzel, ali pa če bi podaljšal, za 2 uri si predstavljaš, večina se konča ob 2, in zdaj sta še 2 šolski uri za vse, že tako so prvi letniki do 4. Ne, sej, govorimo bolj... Žal ne gre. Ampak bi bilo pa fajn, če bi bi že povečali karkoli, da bi tudi na račun športa. Seveda. Ja. Smo pa mogoče to, zato tukaj športni pedagogi, zato da mogoče jih pripravimo do tega, da kakšno uro več namenijo temu, da so za vikend ali pa čez teden, da so aktivni. Na kakršenkoli način. Zdaj, omenila si, da kdaj tudi samo se sproščate oziroma s pogovorom nekako, ne vem, kakšne frustracije iz sebe dajete dajejo med urami. Namreč ti si tudi, se mi zdi, da ena redkih športnic, ki je bila, ali oziroma športnikov, ki so razredniki. Ja, zdaj tako, ko sem jaz bila na tej šoli kot dijakinja, so bili kolegi moji, bivši zdaj že, večina je zdaj že pokojnih, so bili tudi vedno razredniki. Vedno so govorili, da so športniki dobri razredniki. Potem je pa, ko sem jaz prišla na to šolo, je že nekaj časa bilo, da se športnikov več ni dajalo za razrednike, zato ker učiš samo polovico razreda. No, ampak ne učiš samo polovice. Na gimnaziji Poljane, če učiš punce, učiš včasih dobesedno cel razred. Moje mišljenje je bilo vedno tako, da je, če si učitelj, da moraš biti razrednik. Ali pa vsaj nekaj časa moraš biti razrednik, pa mogoče kakšna pavza, pa potem spet razrednik. In meni, seveda najverjetneje, ker sem to na glas govorila, sem tudi dobila potem razredništvo. Ne takoj, ampak sem ga dobila in moram reči, da sem bila vesela, ko sem ga dobila. Drugač se povežeš. Ja. Torej, koliko razredov si recimo odpeljala? Španskega, pa potem francoskega, pa ruskega, na koncu sem imela nemškega, ki ga pa žal nisem potem izpeljala do konca, ker kot pomočnica ravnatelja ne smeš biti razrednik. Žal. Ja. Zdaj, torej, ti ves čas govoriš o tem svojem poklicu z enim takim zelo pozitivnim tonom, in tudi o razredništvu. Ampak vseeno si ti v bistvu nek način ta poklic malo zamenjala. V zadnjih letih ti upravljaš oziroma je prvenstveno si na šoli kot pomočnica ravnatelja. Pa zakaj? To me vsi sprašujejo, ker me zelo dobro poznajo. Ampak v bistvu je tako, da jaz sem tudi
kar radoveden človek. In mene je zanimalo, kako to zgleda, a ne, ker vedno, ko si samo učitelj, pa naprimer pride matura, pa si tokrat na maturi, a ne, ker moraš biti pa na podaljšanem in tako naprej. In imaš vedno kakšne pripombe in rešitve, ki seveda niso skladne z realnostjo. Ja, to sem ugotovila v teh 5 letih zdaj. A ne, in radovednost, to je ena stvar. Druga stvar je pa tudi ta, da je ekipa, ki me je povabila, mi je bila tako domača. In zato sem tudi rekla ja. Pa si kaj dolg časa oklevala? Ne. Ne. Pogrešaš poučevanje? Ja. Ja. Imam 2 razreda, ampak bi imela še več, pa ne sme imeti. Okay. Zdaj, jaz sem se, dajmo temu reči, družil nekaj časa z eno skupinico ljudi, v kateri je bilo kar veliko nekih tudi pomočnikov, pomočnic ravnatelja. Ja. In to so običajno kar rekli, da je to najslabša služba na šoli. A imaš kakšen komentar glede tega? Mogoče ni prav zelo hvaležna, ne? Ne vem, meni se ne zdi, no. Zdaj, seveda, jaz jo tako ne doživljam. Najverjetneje pa kolegi niso vedno zadovoljni z mojim delom. Ampak temu je pač tako. Kaj točno počne pomočnik ravnatelja? Točno to, pomaga ravnatelju pri vodenju. Recimo, kako to deluje? Zdaj, če povem na splošno, ker pomočnici sva 2, še učiteljica, profesorica Bratkovič, Nataša. Vse, to je od priprav urnikov, letnega načrta šole, ne vem, organizirana, zdaj, ker sem tudi tajnica šolske maturitetne komisije, tudi naprimer vse, kar se tiče v zvezi z maturo. Ne vem, mogoče najbolj banalna stvar, ko pridejo pole, ko začneš vleči ven pole, iščeš, prerasporejaš. Tak, nič prav zelo hvaležen posel, no? Pa tudi ne prav zanimiv, ne. Ampak to sem zdaj ugotovila. Odkar delam. Prav mi je, ne. No, ampak a veš, ko sem jaz te blago sprovociral, s to izjavo, da sem slišal, da to ni na mojem zevniku zraslo, jaz pravzaprav ne vem točno, kaj vi počnete, ampak da to je pač najslabši poklic na šoli, pa ste rekla ne, in pa rekla, ja, v bistvu pa je dolgočasen, je v bistvu pisarniški. Ja. Ne gibaš se veliko. Ne. Kar malo ni skladno. To ni skladno s tvojimi nekdanjimi načrti. Ja, tukaj se tepem, se tepe moja radovednost s tem, da sem tam v sedečem položaju. Ampak to mora biti vendarle malo naporno, ker recimo midva sva bila pač dolga leta kolega, več kot 10 let kolega, z enimi recimo si bila še dosti dlje, in pa kar na lepem postaneš njihov šef. Pa rečeš, no zdaj moš pa ti to narediti. Pa če ne narediš, ga okregaš. To vem. No. Pa, če ne naredim, ko ne naredim, me okregaš. Ali moš to v glavi preklopiti, ali kako? Kako se s tem soočaš? No? Jaz sem vedno tako rekla, čim lažje je bilo meni, ko sem bila kolega s kolegom, reči, oš ti to naredil, zakaj pa nisi to tako naredil. Jaz vedno mislim, ko si na eni poziciji, naprimer pomočništva, da takrat to ne pomeni, da si dobil moč v rokah, da lahko, takrat moraš biti še posebej pozoren, kako rečeš, pa komu rečeš. Zdaj lahko, da včasih ti spodrsne, ali pa ljudje drugače to dojemajo. Mogoče je bolj na drugi strani to, da prej sta bila kolega, zdaj si pa ti šef, kot na moji. Ne vem, to bi mogel vprašati kolege moje,
Ali pa sam sebe. No, ampak, kako si to doživel? Ja, ne, jaz nimam toliko težav s tem. Ja. Ampak vse to. Ja, smo pa priganjavci, ker moramo biti. Pač moraš biti priganjavc. Zdaj si ti v vlogi težaka. Tako je. Ja. Ampak ti je to ok. Mislim, jaz se ne obremenjujem, ker nekdo reče, kva težiš. Ja. Ja, pa se rečem, lej, kaj moram. To je moj del. Ja, jaz sem slišal, da si zelo vestna in natančna, kot se ne bi tako opisala. Ja, za določene stvari, ne za vse. Mislim, v tej službi, da ste na tej poziciji. Da si vse pospravila, ko si prišla. Naredila sem si svoj red. Okay. Veš kaj, jaz sem človek, ki mislim in pravim in naredim stvari prej, če vem, da moram nekaj narediti, in imam potem se usedem v miru. In počakam, da pride tisto, kar sem že naredila. Ne rada delam stvari zadnjo sekundo. Zato tudi v šolo zelo zgodaj prihajam. Ampak ta zelo zgodaj, daj povej, kdaj, jaz bi si mislil, pride že ob 7. Ja, ob 7 bi mogla priti. No, ampak ti pride še prej, a ni tako? To je mogoče vezan tudi na to, ker se vozim ven z Ljubljane. Okay. In seveda... Iz zunanjega v Ljubljano. Tako, in to pomeni, da če grem zelo zgodaj na pot, da normalno pridem v službo, da nisem nervozna. Okay. Jaz zelo nerada zamujam, rajš pridem prej, to moje dijaki zelo dobro vejo. Ker jaz vedno rečem, če si zamudil, vlak je odpeljal, avion se je dvignil, avtobus je tudi šel. Če znamo na avion priti pravočasno, znamo tudi, če smo dogovorjeni z nekom, če imamo obveznosti, da prideš pravočasno ali prej. Mislim, da je to tudi kažeš odnos do tistega, s katerim si dogovorjen, ali pa do dela, ki ga upravljaš. Meni je pa fajn prej prideti, ker nikogar ni. Lepo pridem. Torej, ti pred 7 že prideš? Ja, pred 7 pridem. Recimo kdaj? Kdaj si danes prišla v službo? Danes sem posebej zgodaj prišla, ker sem imela še, zjutraj so še dekleta tekle. Aha, ok, ampak recimo, da ni. Tam, 20 do 7. 20, 15 do 7. Ampak to zdaj, prej, ko si bila ti športnica, še nisem športnica. Odvisno, kako sem imela pouk. Ampak recimo, vedno sem prišla prej. Vedno si prišla prej, ampak tudi, če bi ob 8 zjutraj si prišla kaj? Sem prišla ob 8. No, pol 8 ali pa 20 do 7. 20 še 7, nekako tako. Okay. Ampak zdaj vse prej prideš. Ja, seveda, zato ker se moj delovni čas tudi prej začne. In kaj pa delaš v tem? Imaš nek zen moment, imaš nek ritual? Pridem lepo noter, odprem okna, pristavim čaj, skuham kavo. Tako, to me počasi pripelje do dela. Potem pridejo kolegi, malo poklepetamo, najverjetneje dijaki slišijo včasih tudi kakšen smeh. Ker pravijo, da kadar sem na šoli, da vejo, da sem tam. Pravijo, da se ti sliši do vhodnih vrat. Ja, nekako tako. Tako da nekako tako se meni začne dan. Ampak to, se bom na to nanesel, da se ti sliši do vhodnih vrat, ko popeniš, tudi popeniš. Ja, ampak takrat bruhne z mene, mogoče tudi zaradi tega nimam ne želodčnih težav, ne ostalih težav. Jaz se spucam, malo zakovnem, malo na glas povem, malo grdo pogledam in jaz sem pol dobra. Čez 5 minut sem jaz dobra. Torej vse to vejo, vsi tam govorijo, da sem tist pes, ki ne laja. Mislim, ki laja pa ne grize. Ja. Potem ne nosiš službe domov v bistvu? Ne. Nosim pa kakšne težke situacije, kakšnih dijakov, to pa prinesem. Sam to ne obremenjujem družine. Nikoli jo nisem s tem obremenjevala. Imam pa takrat nekaj na vratu. Ja. In kako se to sprostiš?
kaj počne Dejana Šega, ko pride utrujena od podravnateljskega dela domov? Veš, kako je. Takole, če je kdaj, da je takle čas, ko zdaj, ko ni prevroče, je najlepše, če se zunaj uležem na fotelj. Jaz živim tako zelo na samem ob gozdu, vidim dolino dol, se uležem in potem samo gledam, kako se listki premikajo. Poslušam, kako kaj šumi, kako kakšna žival, ki okoli lazi in tako. To je za mene sproščujoče. No. In to, ti si sicer Ljubljančanka? Jaz sem Ljubljančanka, rojena. Torej, mestno dekle z belo baretko in visokimi petami, ki se je preselilo nekam za 9 gorami. Kako to? Ja, veš, kako je to. Jaz sicer sem mogoče mestno dekle, ampak imam pa rada naravo, imam rada živali, velike, mejhne, tudi une čist najmanjše, ki se jih ne vidi, ne. Moji ti bojo povedali, klopov sicer ne maram, če me ugriznejo, ne. Ampak doma vejo, da moja hiša je lahko polna pajkov, jaz pajkov ne preganjam, ne, ker vsak najde svoj prostor. Zakaj pa imam rada naravo? Moja mama je bila Belokranjka in del počitnic, ki sem jih jaz preživljala pri sorodnikih na kmetiji. To so bile moje najlepše počitnice. Znam most krave. Krave sem tudi na pašo vozila. Znam kositi s koso, brusiti koso in tako naprej. To je bilo za mene eno tako srečno otroštvo. In zato mogoče imam jaz rada tudi ta del, ki pa mogoče se ne sklada z visokimi petami. Zdaj imaš mačko? Ja. Imam mačko, pravzaprav mačkona, no, ja. Mačkona starega 21 let. Kako pa on to preživlja? Zdaj je pa že res star, utrujen gospod. Ne vidi dober, ne sliši dober, ampak midva se razumeva, se pogovarjava, on meni kaj pove, vsakič, ko pridem. Kaj je doživel in tako. Ja, imela sem tudi eno mačko prej. Imam srečo, ker ne živim pri cesti. Aha, okay. Ker mačke ponavadi žal končajo na cesti. Imela si pa tudi pse. Imela sem tudi psa, ja. To sem ga imela pa še v študentskih letih, pa potem malo kasneje sem imela tudi psa, ampak pes je tako, ne. Maček te lahko počaka doma, ne? Mačka ni treba sabo voziti, pes pa ne more biti sam, naprimer, cel dan. Zato tudi ga nimam. Imam sicer veliko prostora, lahko bi ga imela, ampak z družino smo tudi prej, ko so bili otroci še doma, smo veliko potovali in mi ni pa nikoli bilo, da bi imela psa za to, da ga potem, za mesec dni ali pa 14 dni dam v hotel. Ne vem, to je potem družinski član. In torej, ni bilo nikoli tako, da bi ga imela, da bi potovali z njim? Takrat... Ne. Ker ponavadi smo potovali tako, da smo šli z avionom, z letalom. Kam pa si vse potovala? Mislim, a to te tudi napolnjuje? Ja, mislim, rada odkrivam nove svetove, pa ne toliko zaradi kraja samega ali pa zaradi znamenitosti, ampak jaz se ne bom zapomnila vseh krajev, kjer sem bila, ampak si pa zapomnim ljudi. Ne vem, meni so ljudje tisti, lahko rečem, te ljudje so bili pa zelo prijazni, topli, ti so bili prijazni, pa tako, hladni. To si jaz zapomnim od teh krajev. Smo potovali, ne vem, nekaj po Evropi, pa seveda na najbolj oddaljeno celino. Kar jih je. Zdaj, trenutek bova se še tlele zadržala, preden greva na to najbolj oddaljeno celino. Kje pa
Kako pa bi pol rekla, recimo, kje so pa najbolj topli, pa kje so najbolj hladni ljudje? Jaz bom rekla prijazno hladni. Ne, ja. To je, ne se hladni, ne v smislu, hladni. Negativno. Ne mislim negativno, ampak tako, prijazni, ampak tako se mi zdi, ko se obrne, se te ne spomne več. To je gor. Višji gor. Kje pa si vse bila gor? Ja, bila sem v Skandinaviji, recimo. Ne, v Skandinaviji sem sam, kar se tiče, sem bila sam na Norveškem, to me je čist iztiralo. Ker jaz sem tisto leto hotela iti v Iran. Moj mož pa dva kolega, s katerimi smo tako skupaj potovali, so pa rekli, pojmo na Norvešk. To je pa... Ja, za mene slučajno vem, ker sem oboje bil, to je diametralna razlika. Vse veš, da sem te sprašvala o tem. Ja. In to sem si strahovito želela in potem seveda zdaj tega ne bom nikoli več videla. Ne. No. Bom rekla, tako kot je bilo, ne. Ok, mogoče res, ja. Tako kot mogoče sem videla v pravem času Kubo, no tam so mi bili najtoplejši ljudje. Aha. Tista pristnost, nepokvarjenost, ne vem, tako, topli. Sploh vse, kar je južno, je meni bolj toplo. Bolj toplo, ja. Okay. Ja, sej, nekaj je na tem, ja. No, ampak najbolj oddaljene celine. Ja. S čimer niti ne mislimo Avstralije, ampak v bistvu Novo Zelandijo, mislim, neko celino, seveda, ampak... Ja. Zakaj Nova Zelandija? Ja, vprašanje. Tako je. V familiji, moji familiji, zdaj tej oži, seveda, mož pa otroci, dva fanta. Moj mož je igral v rugby. Bil je mislim, da je bil celo v mladinski, državni, potem v državni. In dolga leta, bom rekla, še potem, ko so bili otroci majhni, je on še igral. Tako ta šport, ki mi je bil sicer tuj, mi je približal, moram reči, da mi je bil vedno všeč, ker je bil tak džentelmenski šport, se je meni zdel. Rugby, ni tako, je to... Je kontakten šport, ampak pravila so zelo, bom rekla, natančna in seveda, ker je to kontaktni šport, ne morajo biti. In meni se je vedno dopadlo dve stvari. Naprimer na igrišču, sodnik je imel vedno prav. Nihče se ni pritoževal, če bi s kakšnim drugim športom primerjala. Tam si naprimer videl enega drobcenega sodnika, pa dve omari zraven, ki ima je pel. To se ne dela tako. A mislite, da so ljudje prišli gledati, da se vi tepete? Naprimer. To mi je bilo zelo všeč pri tem športu. Druga stvar je bila pa ta, naprimer na tekmah, na katerih sem tudi bila, naprimer v Parizu, na prvenstvu. To je ogromno ljudi, rečemo 70-80 tavžent ljudi. Normalno se toči pivo, normalno ljudje so mešani, ni zdaj mi navijači, pa vi navijači. Pretepo in tega rugby ne pozna. Okay. Kot publika. Zato pravim, da je tak džentelmenski šport. No, in potem seveda je mož navduševal otroke, najprej nista hotela in potem sta še ona dva zagrabila. Oba sta bila tudi v državni reprezentanci. Potem sta igrala tudi zunaj. In nekako Nova Zelandija, kdor mogoče malo rugby pozna, je tako kar meka rugbija. Pa kriketa. Tam cela država živi, takrat, če slučajno njihova reprezentanca zgubi, so zastave skoraj na pol droga. Žalovanje. Zato mogoče smo izbrali Novo Zelandijo takrat prvič, ko smo šli kot družina. Aha, da ste v bistvu tudi to prežetost s tem športom malo opazovali. Tako. No, ampak
Enemu članu je pa malo stal to. Ja, enemu zelo močno. En sin, mlajši sin je pač ni ostal, no. Potem je šel, ko je doštudiral, je šel na Novo Zelandijo, je rekel, zdaj grem pa mal igrat, da bom igral v takih orang ekipah, kjer je rugby pravzaprav doma, tam ga imajo v osnovnih šolah, tako kot imamo mi košarko, odbojko pa nogomet. Je rekel, če bom pa dobil delo, bom pa ostal. No in potem se je to tudi zgodilo. Tam je igral, potem je dobil tudi zaposlitev v svojem poklicu, ostal, spoznal današnjo partnerko in danes imam jaz 2 vnuka, jaz rečem kvadratna babija, zato ker se z njimi pogovarjam po tablici, ampak redno prihaja, 2-krat na leto prihaja v Slovenijo nazaj na počitnice. Ti pa greš kolikokrat? Jaz grem pa tako vsako leto, no zdaj že 3 leta nisem bila, zdaj ko grem v pokoj. Problem je pri meni tako, v Novo Zelandijo bi šla jaz takrat, ki je tam poletje. Ja. Pri nas je zima, pa da naredim en tak fajn preskok. Ampak zaradi službe nisem mogla. Vedno sem potem neke kombinacije imela. Tako da zdaj pa bom šla, ko bom hotela. To je malo frustrirajoče, pač dolg časa traja, da do tega prideš. Ja, sem to me ne sprašuj. Škoda, ker smo glih. Sam to me ne sprašuj. Glih tak format je, veš. Najprej je 6 ur, da nekam prideš, potem je pa 16 ur, da prideš še nekam. In 16 ur v avionu je res muka. Ampak sama Nova Zelandija je pa super, ali... Ker v Novi Zelandiji se nekako tako, vedno slišiš, kot to pa je pač lepa narava, fajn je vse porihtan. Ja, pa ljudje so taki zelo radovedni, najverjetneje zato, ker so otočani pa nekje izolirani, če se temu tako reče. Radovedni, prijazni, predvsem je tam je všeč, ker se jim ne mudi. Oni počas. Sediš, to se je nam zgodilo, seveda, to pa zdaj že, takrat, ko smo še z otroci potovali, ne vem, sedeli smo se na pijačo in zdaj mi sedimo in vidimo, bar ni bil polhen, ta pap ni bil polhen in vidimo tega, ki je stregel tam pri eni mizi, sedi, sklepeta in mi sedimo, še nismo nič postreženi in moj mož že začne mahati z roko, jaz rečem, kaj mahaš. In potem pride ta natakar in reče, a ste vi na počitnicah? Pa prav moj mož, ja seveda, pa se pa obnašajte tako, kam se ti mudi. Tak narod, zelo družinski, zelo jim je pomembna družina. Pa športajo non-stop. Tam vidiš otroke, ne vem, moja snaha, ona gre teč, otroke pobaše, gre sta z njo, ona se tam igrata, ona med tem teče. Sine moje iz ragbija seveda prešaltov in zdaj pleza, pa še plava. Pa bi se preselila tja, zdaj, ko bo šla v penzijo? Pa preselila, ne vem, če bi se jih preselila, ker kljub vsemu, jaz imam tle le krog prijateljev. Bolj bi si želela, da bi oni sem prišli, ampak zaenkrat ni. Še ne kaže tako. Ne, se ne kaže, ker tam je dobro življenje. Se jaz ne rečem, da je pri nas slabo, daleč od tega. Ampak službe so pa tam kljub vsemu zagotovljene, malo drugače. Malo drugačne ljudi pazijo. Saj to, kar jaz poznam. Zdaj, omenila si, recimo, da imaš tukaj neko bazo prijateljev. Ja. Dajva se omejiti na šolo. Recimo najbližji ljudje
recimo 2 človeka, ki sta ti najbližja na tej šoli, a bi bila to recimo Nataša Bratkovič pa Nataša Žigar? Seveda, pa bi zraven še dodala Rebeko Jeras. Ki ste pač sodelavci. Ja, seveda, mi dve smo povezani kot tajnici. Rebeka je en tak mlad, fajn človek. Nataši sta pa pač moji smejavki. Ja, sej to. Vi hodite, dajmo temu reči, žurat za rojstne dneve. Žurat, ne. Ampak se dobivate. Ja, imamo tak običaj, ali pa, da za vsak rojsten dan gremo skupaj nekaj ven pojesti in seveda potem razvijamo razne teme. Da se vse kadi. Ja, sej to. In hodite recimo k Čadu, če jaz prav razumem. Smo hodile k Čadu, ja, tudi polene parkrat. Namreč, zakaj spravim, smo hodile? Jaz sem malo spremenila, bom rekla, to svojo dieto, če se temu tako reče. Namreč prehranjujem se neživalsko, da temu rečem. Ne bom rekla, da sem vegan, ker to je kljub vsemu, to ni dieta, to je le način življenja, pa razmišljanje in gibanje. Ne uživam ničesar živalskega. Tako da Čad potem za mene ni tako zanimivo. Hodimo drugam, kjer lahko tudi jaz kakšno stvar izberem, ne samo med kruhom, krompirjem in solato. Kako pa, ker to je vendarle nekaj angažma, da si, pa dajmo vseeno reči, veganka. Ja. Kako da si se v bistvu za to odločila? Začel je pravzaprav moj starejši sin. In potem je navdušil tudi mojega mlajšega sina in tudi mene. Jaz pravzaprav sem razmišljala tako v 2 smereh, ali pa v 3, rečemo. Živali imam rada in jih pač ne bom več jedla in ne bom jim jemala hrane. To je bila ena stvar. Druga stvar je ta, da vemo, da ali pa je dokazano, ali pa rečemo, da je rastlinska hrana bolj zdrava od te mesne. Prehrana ali pa dieta. No. In tretja stvar je, da bi rada tudi nekaj doprinesla k temu, da je planet bolj zdrav. Ali pa vzdržen. In doma rada kuhaš? Včasih mi niti ne. Včasih sem kuhala zaradi tega, ker se mi je zdelo zelo pomemben, da se za kosilo usedemo skupaj in nekaj pojemo in se pogovorimo. Drugače sem jaz bolj človek zunanjih opravil. Košnja, sekanje in take stvari. Zdaj pa, odkar sem prešla na to prehrano, pa seveda. To si koliko časa? Zdaj bo pa že 5 let. 5 let. Nisem zdaj, da bi bilo zdaj dolgega veka. 5 let. Je pa tako, da v familiji je tako, mi 3 sinova pa jaz smo, rečemo temu, vegani. Okay. Pa ena snaha, druga snaha, pa vnuki so vegetarijanci. Mož je pa vse jed. Ta ti pa vendarle najbližje. Mož je pa vse jed. In kdo on, pač ne vem, ko imate vidva kosil doma? Ne, on sicer zelo dobro kuha, ampak mislim, da se mu ne da več. Okay. In ob vikendih ali pa takrat seveda, ko sem doma, ko kuham jaz, je on popolnoma normalno jed to, kar jim tudi jaz. Saj pravzaprav je vse jed. Ja, ampak te ne mot, da ne, jaz za njega ne kuham. Ne, jaz za njega ne kuham. Ne, on se prilagodi meni. On se prilagodi moji dieti. Ampak te ne bi motil, če imate neke goste? Ne, nisem ena izmed tistih, ki mislim, da moram ljudi prerasporejati. Okay. Vsak pač, jaz živim tako, ampak moram reči, da moji prijatelji, moje prijateljice, pravzaprav kamorkoli vedno pridem, vedno pomislijo tudi name. In tudi tukaj v službi
tisti, ki vejo, kako se prehranjujemo, na ta naš OPP, je tako, da vedno pomislijo tudi name. To se mi zdi tako zelo lepo. Ja, to je res. Jaz tudi takrat, ko te gostim, pač pomislim na te. Jaz sem rekla, hvala lepa. Ne, pa to zdaj ne govorim, da je to pa zdaj nekaj, ampak tako se mi zdi, da to ni tako zelo, mislim, bi bilo skoraj nenavadno, da kdo za nalašč ne bi. Ne, sej ne za nalašč, ampak ljudje imajo predvsem težave s tem, ne vem, od začetka je bilo, pa kaj bomo pa mi tebi skuhala, je pa res, da predno sem, bom rekla, osvojila to, da mi je zdaj to, da naredim sebi zelo hitro kosilo, sem rabila kar nekaj časa, ker moraš pa pač... Malo še zmišljati. Ja, pa seveda, najlažje je meso obrniti, mogoče kakšen krompir, pa solato, to je zelo enostavno, Če pa ti hočeš vse, da dobiš vse stvari, moraš pa malo zmišljati. Ampak prej si rekla, veliko ste potovali, pa tako, ampak recimo tudi na Balkan gotovo greste. Ja, seveda. Zdaj tam... Jaz se prilagodim. Ja, ampak ješ solato. Nisem jaz človek, ki bom zdaj žnala. Jaz pridem, vprašam, kaj imajo, moj mož vedno tako reče. A veste, kelnerju, a veste, mi imamo en problem. In ta problem sem jaz. In ta problem sem jaz. In enkrat mu je en zelo lepo govoril, rekel, veste, kaj vaša žena je že najmanjši problem. V glavnem. Jaz vedno vprašam, kaj imajo, kaj tacga, in jaz se prilagodim, meni ni problem. Okay. Jaz le ne kompliciram. Ampak če je recimo tvoj mož sam, ja, tudi če greva midva skupaj nekam jesti. To je šnica. On normalno, on ima zelo rad meso. Ja. Čeprav bi zdaj rekel, da to ni res. Vsem, pač zdaj si ti bližaš, počasi zapeljala, do nekega konca. Tole oddajo snemamo na začetku junija, ko je v šoli še zelo malo pouka, zdaj nekaj mature, ampak nekaki konca. Ja. In mi vsi si nekako rečemo, zdaj gremo pa počasi bo počitnice, pa kaj bomo delali za počitnice, potem pa se bomo napolnili, dajmo reči, banalno baterije, pa bomo pol prišli nazaj. Ti me ne boš prišla nazaj. Avgusta bom še prišla. Ampak ne v taki več v bistvu. Zdaj je čas, da predam. Kako se počutiš ob tem? A je to, mislim, vendarle, ti si toliko časa delala to, kar si delala. In tudi praktično ves čas na enem mestu. Ja, sploh. Mogoče se bo slišal zelo hecana. Poljane za mene so nekaj posebenega. Jaz kot Poljanka, jaz moram tudi povedati, da moji dve najboljši prijatelji sta Poljanki. Moji sinovi so bili Poljanci, moj mož je Poljanc. Moji prijatelji v taki eni družbi, ki jo imamo samo dva, ki nista Poljanca. Pa skozi jo zafrkavate. Ja. Non-stop. Jaz bom rekla, jaz bom pogrešala ta živ žal, ta vrvež, pa delo z mladimi. Se mi zdi, da mladi te držijo skozi v taki napetosti, prijetni napetosti. Jaz tudi vidim, misli morajo biti zelo hitre pri mladih. Jaz vidim pri svojih prijateljih, ki ne delajo v šolstvu, jaz včasih rečem, dajmo malo hitrej tole. Tako se mi zdi, da se potem upočasniš. Zdaj jaz mislim in upam, da bom imela to možnost, da se ne bom upočasnila. Imam že par načrtov, ampak šolo bom pogrešala. Ljudi bom pogrešala, kolege bom pogrešala, ampak čas pa je. Čas pa je. Si to nekako, ampak to si
sprejela že nekaj časa nazaj. Ja. A te mečkan strah ali se samo veseliš? Ne, strahu nimam, vem pa, kaj bom pogrešala. Ne? Ampak se pravim, to potem čas naredi svoje. Ne? Pa lahko mogoče kakšen načrt tak, ki ni preveč mogoče velepotezen, deliš z nami? Jaz lahko delim vse. Mislim, kar se tega tiče, jaz več ali manj veš, da sem bolj odprta knjiga, ko ne. Jaz bom tako rekla, da imam načrt, seveda. Prvo, kar je, bo to, da se jaz zbudim, ko se zbudim. Ne zato, ker se moram zbuditi. Ja, okay. Potem, da stopam na verando, se usedem, pogledam po dolini, vidim, a je kakšna srna prišla, a je kaj drugega prišlo mimo, da me pozdrav. To bo najverjetneje trajalo kakšen mesec, zdaj ne verjamem. Okay. Prvič bom po dolgem času šla tudi na morje jeseni, septembra, ko je še lepo, lepi sončni dnevi so, toplo je še, noči so pa hladne, da se da spati. Potem imam pa načrte, potem bom pa delala, lahko rečem, pro bono. Nekaj bi rada vrnila skupnosti. Ne vem, v zavetišču, mogoče kakšna nevladna organizacija, ne vem, Kralji ulice, kjer bodo rabili mojo pomoč. Ne bi želela več papirjev premikati, ampak delo z ljudmi. Tako sem si nekako začrtala, da bi vsaj enkrat na teden nekaj takega počela. Nekaj, da vračam. Pa seveda, hodila bom na gimnazijo Poljane na italijanščino. Najmu bivšemu kolegu Matjažu Leitgebu. Torej, pa verjetno boš tudi sicer še kdaj prišla na gimnazijo Poljane na kakšen dogodek? Seveda, če se me bo povabil, z velikim veseljem. Ja, in recimo, če bomo organizirali kakšno žurko? To pa tudi. To pa tudi? Ja, seveda. Ampak se veš, kako je to, ne? Ja. Enkrat počas potem izveni, ne? Nimaš več, v drugih vodah si, ne? Ja, normalno. To je popolnoma normalno, jaz se tega zavedam. Ampak če me boste povabili, z velikim veseljem. No, to je pa zelo obetavno. Ja. Zelo lepo. Kako je tisto? Poljanec sem bila, poljanec sem, poljanec bom. A res tako je? Okay. Ja, pri meni to že je. Ne vem, jaz mogoče sem zelo nenavadna v teh stvarih, ampak... Jaz se kar do neke mere strinjam s takimi. Ja. S takim pogledom. Zdaj midva z eno tako... To so v bistvu na nek način zelo lepo zaključila. No? Tudi na en tak... pozitiven in sprijaznen način. Ampak ni še povsem konec najnega pogovora. Jaz namreč vsakemu svojemu gostu na koncu zastavim serijo vprašanj, ki so vedno enaka. Nisem si jih sam zmislil. Mislim, da so več kot že 100 let se jih razni takile spraševalci, kot sem sam, jih postavljajo svojim gostom. Tako da to so odgovarjali že od Alana Delona do Ala Pacina na taka vprašanja. Tako da zdaj... Kakšna družba, eminentna. Ja, zdaj, to je zato, da te malo nahajpam. Ja. Skratka, Dejana Šega, kaj je tvoja najljubša beseda? Svoboda. Svoboda. Z veliko ali z malo? Prosim lepo, da se ve. Svoboda. Ja. Da poletim. Ja, ok. Kaj je beseda, ki jo najbolj sovražiš? Pa najbolj ne maraš, če je mogoče sovražiti prehuda beseda? Laž. Laž. Kaj je tvoj najljubši zvok? Sta lahko dva? Lahko. Tišina. Ali pa živžav, tak človeški živžav. To je kar malo ja, dva konca Mavrice. Ja, jaz imam zelo rada ljudi, ampak imam zelo rada tišino, samoto. Sumim, da nimaš tinitusa. Prosim, da? Da nimaš tinitusa. Tega zvonjenja v ušesih. Mečkega imam. Okay.
Se skozi branči. Kaj pa je potem zvok, ki ga najbolj ne maraš? Ki ga najbolj ne maraš. To so pa kakšni teli motori, naviti. To, kar mi zabrni mem glave. Prav prešinilo me je zdaj, ker sem te vprašal, da boš rekla quad, veš, 4 kolesniki, ki se pelejo. Sploh to mi je čist, zelo moteče mi je, naprimer, v naravi to. No, zdaj ti bom pa kot zanimivost, ki je verjetno zanimiva samo meni, tako da morda bom to izrezal. Povedal, da ko sem jaz Boštjana Žnidaršiča, je pa ravno obratno rekel, je pa najljubši zvok, najhuje pa to, da ni zvoka. Mislim, mene tišina ne moti, mene tišina fajn. Ne, sej, ampak... Zanimivo, kako ljudje, ki se v bistvu dobro razumejo, popolnoma drugače odgovarjajo na ta vprašanja. Se to je fajn. Ja, izjemno, kot vprašanje, genialno, kdo si je to spomnil. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Mislim, odvisno, kaj se zgodi, da zakovnem. Jaz sicer se zelo pazim, glede na to, da sem le učitelj. Ampak kaj pa v... Ja, mogoče ne bi, zdaj vse na J, P in tako naprej. Se to lahko tak pip naredijo, po moje. Pip, ne. Odvisno, kaj se mi zgodi. Pip, ne. Ampak je kul klet. Ja, naprimer, ne rečem lih krščen Martiček, ne. Aha, ok. Ja. To bi bilo nenavadno. Kaj te navdušuje? Navdušuje? Ker zdaj mogoče se do neke mere, že malo o tem govorila, pa vsem. Pa tako bom rekla, taki iskrivi mladi ljudje. Česa pa najbolj ne maraš, torej ravno spet nasprotje od tega? Česa najbolj ne maram. Tak potuhnjenosti, ljudi, ki so potuhnjeni, lažnivci, zahrbtneži, tega ne prenašam. V redu, to je skladno s tvojimi prejšnjimi odgovori. To se samo tako malo preverja. Preverjaš? Veš, tako ne ankete. Kaj je zate najbolj strašna žival? Strašna, da bi se jo bala? Ja, mislim, tako, da je, ali da ti je neprijetna, ali da, prej si rekla, imaš rada živali, ampak... Ja, mislim... Ja, najbolj taka žival, ki se bi jo najbolj bala. Ja. Tista, ki bi me napadla. Ni važno, to je lahko tudi krava. To je lahko tudi klop. To ne maram. Klopa. Ne. Okay. Kaj je tvoja najljubša grozljivka? Grozljivk sploh ne maram. Ne maraš? Ne, imam pa rada kriminalke. Ok, najljubša kriminalka? A veš, da ne vem. Vse po spisku. Okay. Bolj psihične kriminalke, kot tistega streljanja, pa tistega ne maram. Aha, okay. Tist mi ni sploh zanimiv. Prav. Kater poklic, poleg seveda svojega, bi najraj opravljala? Da bi bila veterinar. Veterinarka, to te še vedno malo? A ti je bilo kdaj? Ne, jaz sem rekla tako, bi bila psihiater, ampak... študij mi pa toliko dolg ne bi pasal. Okay. Veterinarka bi pa bila. Ampak ne da bi zdaj rekla, zdaj mi je pa žal. Sploh ne. Kaj pa ta krajinska arhitektura? Dober. Ne pomizal. Ni tok. Ni tok. Ni pustila tok močen pečat. Okay. Se jo imam okoli sebe, ko pogledam. Katero znano osebnost bi najraje spoznala? Ni nujno, da je živa. Ni nujno, da je živa. Janis Joplin. Janis Joplin. Ja. Kako to? Ne vem. Tak glas, ki bi bil lahko tudi črnski glas. Ne vem, ta njen glas meni sploh zato, ker imam rada rock. No, in katero pesem bi si zavrtela lahko vsak dan? Lazy od The Purple. Aha. To bo sploh zdaj, a ne, ko bo čas penzije.
Kater talent, ki ga nimaš, bi najraje imela? Zelo rada bi lepo risala. Risala? Ja. Kaj je ena stvar, ki jo imaš ali poseduješ, pa bi jo morala vreči stran? Ja, kaj pa vem? Jaz sploh imam. Nič ne vem. Naprimer, oblek se dosti redno znebim, a ne takih, ki jih ne nosim več. Pojma nimam. Mogla pa to res orenk razmišljati. No, se to je okej, da nimaš ene ali pa neke lastnosti, ki ti je blazno na živce na sebi. Ne. Odlično. Ne. Jaz sem sama še kar zadovoljna. Odvisno od dneva. V katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarnirala? Žival bi bila volk. Volk. Rastlina bi bila pa en drevo, tak mogočen drevo, ki bi dolg časa, ki bi dolg časa rastel. Še 3 zelo hitre. Kava ali čaj? Čaj. Čaj. Hribi, morje? Morje. Morje? Prej si omenila hribe. Ja, ampak morje kljub vsemu. Kljub vsemu. Ja. Mačke, psi? Pa verjetno. Oboje. Ampak če se bi bilo treba, bolj mačke? Ne. Ne moram. Ne moreš. Ne, sem povedala, psa sam zato nimam, ki ga nam v hotel dajala. In še čisto zadnjo, če Bog obstaja, kaj bi si želela, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Da bo veliko žurov. Da bo veliko žurov. Ja. Dejana, hvala za tvoj čas, hvala, da si bila moja gostja, da si odstrla en del sebe. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala, ker ste nas spremljali še to sezono. Mi se bomo vrnili, seveda tudi v naslednji, tako da mi ustvarjalci se tega veselimo, upam, da se tudi vi. Na vsak način se moram tudi zahvaliti vsej tej ekipi, ki je, vi ne vidite, vi gledalci, je pa zadej za to, da delajo luči, dela zvok, imamo sceno, tukaj je cel kup enih palčkov, ki smo jim zelo, zelo hvaležni, da ta Poljanski kavč deluje. Skratka, lepo se imej, Dajana. Hvala enako. Lepo se imejte, dragi gledalke, gledalci, in se vidimo. Srečno. Adijo.